Tik pred poletno sezono smo pri volanu začeli z miniserijo prispevkov, ki jih pripravljamo s skupnostjo Julijske Alpe, s Toyoto in s TNP-jem, torej z javnim zavodom Triglavskega narodnega parka. Če ste slučajno zamudili prvi prispevek prejšnji teden, najprej vabim k ogledu tistega, potem se pa lotimo še tega. Velja, lahko si ga pa tudi kar takoj. Vozim se pa v avtobusu, česar nisem počel že od srednje šole, ampak tokrat z namenom, da vam pokažem, kako vsi prej omenjeni skrbijo vsaj za dve stvari. Da bi za začetek svojim obiskovalcem ponudili čim lažji, čim manj stresen in čim bolj enostaven prihod do cilja in po drugi strani, da bi zaščitili naravo in vse v njej. Saj vsi vemo, da nikomor ne koristi, če so na poti skozi naravo parkirani avtomobili in ostalo, ni kul za naravo, pa še izgleda grozno. Konec koncev boste še nervozni, kdaj boste dubali kazen, ker niste parkirali na uradnem parkirišču. No, jaz se zdaj vozim proti Tolminskim koritom. Ja, še vedno sem tukaj, zato da vam pokažem, kako simpel je tole. Ta prevoz iz parkirišča na obrobju Tolmina pa tudi do Tolminskih korit je gratis, torej za obiskovalce je brezplačno, saj to pokrivamo iz vstopnine Tolminskih korit. Torej je celo cenejše za mene kot obiskovalca, kot če prijem sem gor parkirati, kjer moram pa plačati parkirnino. Ja, seveda, to parkirišče je majhno tukaj, zato je tudi potem cena toliko višja in stimuliramo, da pač obiskovalci parkirajo raje na obrobju Tolmina in se tudi do vstopne točke ali sprehodijo, to je približno 10-15 minut po poti, ali pa uporabijo brezplačen prevoz. Že hitim na drugo lokacijo, ker vam želim pokazati, da so prevozi marsikje že dobro poštimani in se sploh ni treba drenjati svojim avtom. Še vedno imamo v bistvu Toyota ProAce Verso na elektriko, krasen kombi, ki ima tudi precej veliko baterijo. Tukaj je 75 kWh, kar pomeni, da je doseg takole, ko nisem na avtocesti, z lahkoto 300 km. Najbrž še dosti več. In predvsem nobene svinjarije ne izpuščam v zrak. To se mi zdi pomembno, če že pametujem vam. Oziroma, svetujem se, to je vse dobro namerno. Bohinj ima sistem javnih prevozov precej dobro urejen in sicer s takšnimi digitalnimi prikazovalniki voznih redov in v bistvu ostalih informacij. Tale tukaj je tako iz Bohinjske Bistrice. Na naše gorenjske konce in predvsem v Triglavski narodni park namreč prihaja vedno več turistov. Lansko leto so v okolici Bohinja samo po zimi prepeljali več kot 20 000 potnikov, poleti še dodatnih 50 000, očitno nas vedno več hodi na te konce in ne na morje. No, skupaj s Posočjem se je pa številka prepeljanih potnikov dvignila na preko 100 000. To je tudi fajn, ker potem ni toliko avtomobilov v bistvu na končnih destinacijah, pa ni gneče. Še malo se pomikam proti Ljubljani in sicer na Bled grem. Tukaj se mi zdi, da ni treba posebej poudarjati, da je poleti turistov toliko, da je gneča velikokrat neizogibna. Ampak so tudi tukaj našli že veliko rešitev, nekaj jih uvedli, idej jim pa ne manjka niti za naprej. Poleg rednih avtobusov, ki vozijo po Bledu in okolici, ki Bled povezujejo z, Ljubljano, Bohinjem in drugimi konci Slovenije, smo začeli uvajati brezplačne avtobuse, šatle jim pravimo, ki vozijo od jutra do večera, bodisi samo okoli jezera in pa Bled, center Bleda povezujejo tudi z okoliškimi vasmi. In ti avtobusi so se zelo dobro prijeli, posebej med tistimi turisti, ki mogoče prihajajo iz večjih mest evropskih, kjer so navajeni, da imajo na voljo različne oblike trajnostne mobilnosti. Ti so takoj razumeli, zakaj gre in takoj posegli potem, bili navdušeni, da je ta stvar zastonj za vse. Saj vem, večinoma se je najlažje s svojim avtom zapeljati do želenega cilja, ampak vedno to pač ne gre. Dolina Vrat je en tak primer, ki bo sigurno doživel nekaj sprememb, pa verjetno prelaz Vršič. Evo, to sta dve točki, ki mi najprej padeta na misel, ker se po tistih koncih pogosto potikam tudi sam. Ni problem samo v tem, da je težko najti parkirno mesto, ampak tudi v tem, da človek potem nima miru, ko se naprej odpravi peš ali pa s kolesom. Zato sem zadovoljen, da se tudi tukaj delajo veliki premiki in da imajo odgovorni načrt oziroma vizijo, kako te konce oziroma nasploh celoten Triglavski narodni park ohraniti v miru in čistoči še naprej. Pa še eno idejo imam, ampak ta je pa za naslednjič.